je tam hitro in čustven trikotnik. Seveda. Mama, mamin sinček, očeva punčka. To je to, o tem govorimo. Tam je bilo veliko enega nasilja, enega alkohola. Kako si pa ti bila na taki točki, da si vseeno rekla, da boš šla? Kdo naj postavi mejo? Starš ali odrasel otrok? Mama je prišla ob 3 zjutraj nama v spalnico. Kaj se bo z njo zgodilo, če jaz njo pustim samo? Za tem očetom? Hvala, da si bila pripravljena podeliti te občutljive tvoje zadeve. Za današnjo temo sva se odločila, da bova upoštevala komentar najine gledalke, ki je komentirala najin YouTube kanal, pa da ga kar preberem, da bi bilo mogoče fino se dotakniti teme vzpostavljanja čustvene avtonomije od staršev in odhoda od doma. Tako najprej hvala za ta komentar in za to idejo. In Urška, da rečeva nekaj na to temo. Ne? Ja, a veš, da sem jaz se počutila kar malo nagovorjeno od te najine gledalke in poslušalke in sem prav razmišljala, da bi pa jaz mogoče res malo podelila eno svojo zgodbo, torej svojo osebno zgodbo odhoda od doma. Ker se mi zdi, da res mogoče tako premalo govorimo o teh stvarih in se strinjam, da je v bistvu bil to zelo dober komentar glede na temo, katere bi se lahko dotaknila. Pa sem rekla, ajde, pa mogoče jaz podelim nekaj o sebi. Kakšno si pa imela to izkušnjo, glede to, da te je nagovorila? Ja, v bistvu, ko sem prebrala komentar, sem rekla, wow, odhod od doma. In takoj sem jaz dobila asociacijo, kakšen je bil moj odhod od doma. Zdaj, jaz sem se odselila od doma pri 18 letih. Bi mogoče kdo rekel zelo, zelo hitro. In v bistvu, kaj je mene spodbudilo? Jaz sem iskala izhod od doma. Zakaj? Zaradi celotne naše družinske situacije. Tam je bilo veliko enega nasilja, enega alkohola in se mi zdi, da kot najstnica sem malo začutila, tole pa ni dobro okolje, to pa ni okej. Zdaj, kaj me je spodbudilo k temu, da sem jaz sploh šla od doma? Bil je partnerski odnos v bistvu. Torej, jaz sem malo zbežala. Zbežala sem in tam je bil en partner, ki v bistvu mi je omogočil to, da sem se jaz lahko odselila. Ena priložnost je bila, ne? Tako, ena priložnost je bila, da sem jaz lahko rekla, jaz pa grem zdaj tja. Kako si pa ti bila na taki točki, da si vseeno rekla, da boš šla? Enostavno, mene je sem nekaj gnalo. Nekaj mi je govorilo, ni tukaj več za biti. Rabiš odleteti. Zdaj, kaj je bilo to konkretno, bi težko rekla, ampak mogoče tudi ena najstniška doba, torej, ko želimo biti kot najstniki samosvoji, imamo neka svoja pravila, delamo vse po svoje, mogoče tudi to, ampak en občutek, jaz bi rada bila svobodna. Če me vprašaš zdaj, od česa svobodna, bi jaz mogoče rekla, ne vem, od enega nadzora. Pa ne bom rekla, da je neki nadzor se doma dogajajo, ampak rabiš tisto svobodo. Kako bi opisala pa to izkušnjo? Kaj, da je bila prijetna? Šla si za nečem, za to svobodo? Ja. Hkrati je pa tako lepo ta gospa izpostavila čustvena avtonomija, kako je to pomembno in kako je to povezano s tem odhodom od doma. Ja. Rekla, jaz bom rekla tako po domače, upam, da mi moja mama ne bo zamerila, ampak mama ni imela izbire. Ko sem se jaz odločila, da grem, pač grem. In bom rekla, da mi dve mava recimo zdaj, a pa tudi potem, ko sem se jaz odselila, tudi ko sem bila stara, 19-20 let, je najin odnos bil boljši. Ampak se bo verjetno kaj več o teh stvarih rekla malo kasneje. Mogoče bi se izpostavila to še, kaj so bile pa ovire, ker ni bilo samo to, a veš, da je mene gnalo neki, odseli se, bodi svobodna, živi po svoje, živi po svojih pravilih, ne po starševskih pravilih. In ovira je bila pa to, ker sta v bistvu moja starša kar nekaj časa živela skupaj, zdaj sta že kar nekaj let ločena, oziroma nista bila niti poročena, ampak pač
Partnerski odnos je razpadel, ampak tako kot sem rekla, ker je bilo veliko nasilja pri nas, sem se zelo bala za to mamo. Kaj se bo z njo zgodilo, če jaz njo pustim samo? Za tem očetom, a bo ona v redu? A bo z njo vse ok? A se bo nekaj hudega zgodilo? In to je bila mogoče edina ovira, ki je mene mal držala nazaj. Okay. Torej, čuvala sem eno osebo in v bistvu bom rekla, ni bil na začetku tako močno varen prostor ustvarjen, da bi jaz lahko šla od doma. Tako da sem se kar nekaj časa borila za tem občutkom, a iti ali ne, a bojo vsi ok, bojo vsi v redu ali ne bodo v redu. In potem, ko dejansko sem dobila neko zeleno luč, neko zagotovitev, ok, mama bo ok, oče na drugi strani bo ok. Se je tam sprostilo. Se je tam sprostilo, Ko da sem dobila neko dovoljenje, ok, zdaj pa lahko greš. Tako da, tako na kratko, recimo, se mislim, da sem kar nekaj istočnic dobila iz tega, ampak na kratko, recimo, moja zgodba, ki je samo ena izmed mnogih, in verjamem, da imamo 1001 razlog za odhod od doma, ali pa na drugi strani, da ne moremo iti od doma. In ravno tega bi se dotaknil zdaj, pa najprej hvala, da si bila pripravljena podeliti te občutljive tvoje zadeve, ki so zelo dragocene in seveda svete, da jih lahko podeliš tukaj v tem prostoru. Ok, odhodi od doma. Ogromno enih različnih odhodov od doma. Delila si tvojo izkušnjo, kakšna je bila, kako se je tam sprostilo. A obstaja pravilen odhod od doma? To sem zadnjič imel pri enemu klientu, ki je odšel od doma in je rekel, da ni odšel na pravi način. Sem rekel, kaj pa je to pravi način odhod od doma? Kaj to pomeni? Ker tukaj se hitro nekako na osnovno starševsko vlogo in njihovo življenjsko do njihovih otrok lahko obesimo, in to je, da poskrbijo za to, da se otrok lahko osamosvoji in odide. Ja. Jaz bi rekla, da v bistvu dober starš je tisti, ki omogoči svojemu otroku, da odide od doma. Čeprav je to mogoče se sliši malo neprijetno, malo nelagodno za kakega starša, ampak to je dejstvo. In bom rekla, če odgovorim na tvoje vprašanje, ni pravega načina odhoda od doma. Pomembno pa je, ali mi to zmoremo narediti ali ne. In s kakim razlogom oziroma na kak način smo spodbujeni, da mi gremo od doma. Pri tej temi jaz nikakor ne morem, da ne bi pogledal tu na družinski sistem. Ja, seveda. In kot mi na naših terapijah radi na tablo narišemo družinsko drevo in da vidimo, kjera čutenja grejo. Tam hitro pri teh odhodih v doma je to ena taka delikatna stvar, da zapusti en družinski član ta njihov prostor, njihovo družino, seveda je še zmeraj del družine. Koliko mora biti res tukaj enih funkcionalnih odnosov, pa tako bom tudi rekel, res neke zdrave čustvene avtonomije, da se to naredi na en tak lep način. Da je eno tako lepo slovo, da je odhod, da je neko zaupanje, ker v bistvu, ko govorimo o čustveni avtonomiji, to je sposobnost, da lahko ta odrasel mlad človek prenese neke pritiske, da lahko regulira svoje čutenja, da ga nekaj ne razjezi, da ne razmeče tam pol trgovine, da ima uvid v svoje dogajanje in kako je pomemben družinski sistem klepar tem, kakšne odnose so imeli in potem gledati to, kakšen je tudi odnos, odhod od doma. Ja, in tudi, ko si omenjal čustveno avtonomijo, tudi na drugi strani, a lahko zmorejo eni starši sprejeti eno izgubo, ker to v bistvu je njihova izguba. Ne vem, otrok gre od doma. A lahko ena mama recimo tam zmore regulirati eno svojo žalost ob tem, pri tem, da ne krivdira tega otroka, ki je šel od doma. Ker se mi zdi, tukaj imamo pa veliko tega subtilnega podajanja krivde, ok, ti si šel od doma, ti si nas zapustil. In ni nujno, da ljudje rečejo, oziroma starši govorijo odprto, odkrito z enimi besedami na ta način, ampak se mi zdi tako, kar malo neka navržejo. nezavedna dinamika je Ja, tam, kar navržejo neki. Ja, in nikoli v bistvu ne rečejo nič konkretnega,
ampak se kar malo pričakuje, da bo pa on še malo tam ustal. Ali pa mogoče se bolj vidi to na način, da jih ne spodbudijo v to, da grejo v svet, ampak jih pač pustijo in rečejo, on je pač tam. Pa se mi zdi res pri tem odhodu doma sta take dve plati. Ja. Imamo tega mladega odraslega in Ja. njegovo odločitev in čustveno avtonomijo in odločnost, da bo šel v svet in željo potem. Pa imamo pa starše. A ne? In hkrati so pa vsi vpeti v en tak sistem. In ti si imela res eno tako priložnost, da si kot sama začutila in da si odšla, čeprav ni bilo verjetno, a ne ravno te podpore doma. Ja, a veš, se tudi mami je bilo težko, a ne? Zdaj bom pa jaz brez ene varovalke. A ne? Sej, a ne? Če imamo recimo nasilje v družini, so otroci zelo dobro varovala pred nasilnim izbruhom. A ne? In bomo rekli, ok, kakšna mogoče zloraba je tukaj, pa je groba beseda, ampak ja, tukaj bomo rekli točno to. A ne? In to je to, kar si rekla, v teh subtilnih zadevah, potem so pa oni zelo očitne stvari. A ne? Ja. Dolžen si ostati. Ok, zdaj, če sploh govorimo v Sloveniji, ogromno enih kmetij in kako se pričakuje, da bo otrok prevzel, a ne sin ponavadi, da bo prevzel domačijo in poskrbel za vse to in ga upeljajo. Tudi družinska podjetja, recimo, so zelo pogosta, da se pričakuje, da bo otrok kar tam pri gnezdu, a ne pri domu. Pa ne ve narobe razumeti, lahko te stvari čudovito funkcionirajo, a ne. Sem velikokrat ne, a ne, je ogromne ene. Ja, in se otroci počutijo, Dolžne, ujetnike. Pa ujete v ene te sisteme. A ne? V bistvu enim je kar tale naloga v zibelko položena, no? Da bojo ostali doma. Kar tak je občutek, no? Zapečatena usoda, da ve, da on pa ne bo šel doma, oziroma starši so vedeli, še preden se on sploh zavedal. Ene stvari so tudi zelo zelo očitno, no? Pa če se malo bolj dotaknemo te krivde in te potrebe po teh otrocih. Kakšna bi rekla, da je recimo tam družinska dinamika ali pa konec koncev to dinamika med staršema, da mora un otrok kar tam biti, pa če nismo fokusirani sam na kmetije pa družinska podjetja. Ja. Jaz mislim, da tudi glede na mojo izkušnjo, da so otroci res ena varovalka pred nečim, zdaj ali je to pred nasiljem, ali je to pred praznim partnerskim odnosom oziroma partnerskim odnosom med staršema, ki to več ni. Otojenostjo in otrok dejansko nadomešča eno praznino tam. In velikokrat so mogoče tu mame tiste, ki rečejo, ja, ne vem, moj otrok bo pa doma ostal, in neko tako za čustvi polno. Sploh ne vem, kako to ubesediti, ampak polno neke v bistvu čustvena zloraba, v bistvu. Se je. Da kar na grobo rečeva. Ostane otrok zaradi potreb od starša. Točno tak. In tukaj se jaz vedno vprašam, kje je tam ta partnerski odnos? Kje je tam ta partner, ta mož, da zapolni recimo to ženino praznino? Sploh recimo, zdaj, če govorimo res o takem stereotipu, je tam hitro in čustven trikotnik. Seveda. Mamin sinček, očeva punčka. To je to. O tem govorimo tukaj, zelo pogosto. Tako. Pa to ne pomeni, da tam niso starši, ki imajo zelo radi svojih otrok in ne želijo, da grejo. Govorimo o teh ekstremih. To je ta mamin sinček. Zlit odnos, ona ves fokus na njega daje. Kje je ta partnerski odnos? Zakaj ne more ona dva poskrbeti za te čustvene potrebe tam in v bistvu se nekako skrivajo za otrokom. Če smem tako reči, nočem biti grob. Ampak v bistvu so to dejstva. To so dejstva in to so primeri, s katerimi se srečujemo na terapijah, ko recimo pomoč poiščejo otroci v smislu, radi bi šli od doma, pa ne moremo, ali pa moramo ostati doma. Pa pomoč poiščejo tudi odrasli oziroma ti starši. In rečejo, ne vem, ali pridejo za to idejo, naš sin recimo, do tega bova še prišla, se ne želi odseliti. Ali pa rečejo, naš sin je pa rekel, da se bo odselil. Kako si on drzne razmišljati na ta način? Mi smo vse njemu pripravili.
Kmetija ga čaka, mi dva z partnerjem. Stanovanje prenovljeno. Ja, mi dva s partnerjem sva garala za to, da bo on imel, torej mi dva sva za njega delala. A čutiš, koliko ene krivde je tukaj v tem stavku? Ogromno, ampak po eni strani jih razumeš, po drugih pa lahko samo pohvališ, kako dobro so naredili s svojimi otroki, da oni lahko zasledujejo svoje želje in grejo v svet. V bistvu so dobri starši. Če tako pomisliš, če ni tista zadeva, da bi jih res krivdo navabljali domov. Mogoče ena stvar, ki je tudi ena oblika, kot si prej rekla, da odidejo od doma, pa se potem vračajo ves čas. Da se vsak teden je šel k svoji mami. Pa skrbeti je treba za njo, pa ne vem kaj vse. Absolutno so tam starejši, ki potrebujejo pomoč in pomagajo, ampak kolikrat je tam ena krivda zadaj. In dolžnost, ki je bila tam kar predana na enega otroka. In vinograd je treba pokositi točno ob 2, ko je 32 stopinj zunaj, ker je oče napisal. In je treba odlagati vse, medtem ko ti otroci imajo že svoje družine, absolutno, je treba odlagati neke stvari, zato ker moramo iti tja staršem pomagati. In je prav tepe se tam ljubezen in neka zamera, če pride v stik s tem. Ljubezen in jeza, ne vem, tako prav. Čudni občutki so, veliko občutkov se meša. Neka zvestoba, neka krivda. Lojalnost, na eni strani seveda, ampak po drugi strani pa čuden občutek. Ampak ne vem, jaz recimo opažam pri svojem delu, koliko so, recimo, če imamo otroka, ki se vrača domov, pa ne vem, pokosi, pa gre v trgovino, po nakupih, pa ne vem, pomaga, pa vedno, ko ga oče pokliče, je on na voljo. Ko si omenil, ti ljudje imajo družine, svoje družine. Koliko potem, recimo, te partnerke, kaj one vse doživljajo tam? Recimo, moški spusti vse obveznosti doma in reče, oče me je poklical, moram iti pokositi. Ne vem, oče je klical, odpovemo kosilo s prijatelji, ker moramo iti k staršem na kosilo, ker je nedelja. In kaj potem recimo tudi drugi ljudje doživljajo ob takih stvareh? Ogromno stvari potegne na cel družinski sistem, s tem, da res govorimo o teh ekstremih, kjer želijo prisesati svoje otroke nazaj, pa čeprav rečejo, da ne. Ampak se tam kar odigrava ta dinamika, tudi eni rečejo, da ja. In potem tudi, kakšno vlogo imajo oni, če že govorimo o čustveni avtonomiji, kakšno vlogo imajo te starši bom tako rekel, koliko imajo besede o odločitvah, ki jih njihov otrok sprejme, da ne odobrijo partnerko, ki si jo je izbral, ali pa partnerja, ki si je izbrala, da mislijo, da oni pa ne bi smeli tam živeti, da bi mogli drugje živeti. In pa je ta upetost v življenje svojega otroka, ki v bistvu je tudi ena povezanost, tudi ni mogel čustveno on oditi od doma in da se mu prepopusti, da se sam odloča in da ima sam svobodo za to. Ves čas je tam nek starš, ki je na preži, ki je povezan, in potem tudi ta otrok preverja pri staršu, a se ti zdi v redu, jaz bi zdaj menil službo, pa ne moš te službe zamenjati, klej imaš varnost, stabilnost. Kaj čutiš? Jaz sem kar jeza. Jeza, bes in prav izčrpanost. To je toliko ene energije. Ampak, zdaj, če recimo greva dalje, da je en otrok, torej odrasel otrok, ki prepozna, da je v taki družini. Torej, da na eni točki posameznik reče, ojoj, kaj meni delajo moji starši, Rekli so, ne zamenjati službe, ne vem, tukaj na naši parceli si zgradi hišo, ne tam v sosednji vasi. In to dostikrat opazijo pri svojih otrokih, ko imajo svoje otroke. Takrat jim klikne. Kaj naj potem ta odrasel otrok naredi, ko spozna, da je v bistvu ujetnik svoje družine? Pa verjetno, se zavedamo, več ali manj nehote, ampak vseeno, kaj se da narediti? Kaj en človek, odrasel, moški ali pa ženska, lahko naredi v tem primeru? To, kar mi dva skozi govoriva, nasloviti. Ampak, a veš, koliko je to tvegano? Absolutno. Tam en odrasel otrok, ne vem, star 40 let in potem bo zdaj enemu avtoritarnemu očetu rekel,
ne bomo se tako šli, a ne? Pač jaz imam svojo družino, jaz ti ne morem vinograda zdaj pokositi, lahko ti pridem čez 2 uri, Ja. ampak zdaj pa ne morem. Ogromno ljudi nikoli tega ne naredi, ki so v teh situacijah. A ne? To je grozljivo, ampak če naredijo to, Ja. to je wow. In Sploh že to, če se zavedajo. Pardon, že to, da se zavedajo, je ogromno. Pa ko še pridejo malo v stik s to jezo, pa neko odločnostjo, bo pa nekaj naredili, če ne zase, pa tudi za svoje otroke. A ne? Ravno to sem hotela vprašati, zakaj bi morali ti odrasli otroci to narediti? A ne? Zakaj? Kaj misliš? Ja, kot prvo za njihovo svobodo, a ne? In res to čustveno avtonomijo in izselitev od doma. Kaj to ne pomeni, ko govorimo o izselitvi, kada pač zapustiš ti starše in da je to. To se tako sliši, ker res v teh primerih govorimo, ampak oni bojo vedno, a ne, naši starši. Vedno bojo v našem srcu, ne glede na to, kaj se je tam odigravalo in tako naprej. Ampak mogoče res samo ta razmejitev zdrava. No? Torej zdrave meje. Ja, zdrave meje. Lej, to je moje življenje, hvaležen sem ti za vse, dragi oče. Ja. In da se to spoštljivo in sočutno naslovi tam. Ker jaz vedno podpiram svoje kliente, da se te stvari pove na glas. Če oni tudi začutijo, da lahko. No. Tudi tako, včasih ni nobenega smisla, ampak mogoče je pa smisel samo v tem, da on lahko naslovi. Čeprav rečejo, ne, se oni mene ne bojo slišali. Pa kaj? Dajte povedati, zato da boste vi to dali sebe, ker bo to vam pomagali dati eno mejo in boste vi lažji bremen. Ja. Ker to je tako breme. Mogoče eno vprašanje, ki se ga znajo gledalci malo spraševati. Kdo naj postavi mejo? Starš ali odrasel otrok? Čigava vloga, čigava naloga je to? Kdo postavi meje pri teh stvareh? Ja, odvisno od primera, ne? Ampak prav, ko sva rekla na začetku, kako je to pomembna starševska vloga, da poskrbi za to, da se otrok lahko izseli, da čustveno dovolj dozori, da odide in da je siguren. Ja, dobro vprašanje. Ne? Jaz bi rekla, da je to naloga otroka. Ja, ker v bistvu vse on je odrasel. Ne? Tako odraslega otroka, tako. In je naloga tega človeka, da reče, lej, mama, oče, hvala za vse, ne? Hvala za vso prtljago, hvala za vse, kar sta dala, ampak jaz si želim življenje postaviti zase, na svoj način, po svojih željah. Ampak tukaj pa spet jaz dobim eno drugo podvprašanje. Kaj pa se zgodi v primeru, če ti odrasli otroci ne čutijo, da si lahko izborijo svoje mnenje? Torej, če čutijo, da nimajo pravice do svojega mnenja, zaradi tega, ker pač je bilo skozi, ne vem, neka avtoritarnost, in nekdo reče, ja, pa se jaz niti razmišljati ne upam o tem. Kaj šele, da bi recimo očetu pa mami povedal? Mogoče glih na to, ker si rekla, ne, ja, otrok, v bistvu ni več otrok, je odrasel, je čas za odhod in vse, ja. Hkrati pač starš nikoli ni več starš. Še ne res starš, ne? Tudi če je otrok 40 let, lahko starš mu pomaga pa naredi ta korak za njem, da mu da dovoljenje mogoče, da odide. Ja. To sem hotel reči? Ja. Dobro podvprašanje. Ja, sej nimava odgovora. Ne, ker je vse odvisno od vsakega primera in tukaj res tako zelo posplošeno govoriva, in točno veva, kakšne primere imava v glavi, a ne te ekstremne, ampak... Jaz bi se tukaj navezala, to, kar si izpostavil, imamo opravka z odraslimi otroci. Na poudarek je na odraslimi. Kaj je definicija odraslosti? Prevzemanje svoje odgovornosti, stati za svojimi stvarmi, biti odgovoren, biti samostojen, tako skrbeti zase. Čustvena avtonomija, točno to. Tako kot je ta komentar, koliko je pomembna tukaj čustvena avtonomija. Tako. In verjetno se bova oba strinjala, da nekdo, ki začuti, da tega nima, kaj lahko narediš na tem, da to pridobiš? Recimo, zdaj, če govoriva o odraslih otrocih. Jaz sem pri tem odhodu od doma in tej čustveni avtonomiji, ker nekako ne morem mimo vrednosti in samozavesti. Ker v bistvu je velik del čustvene avtonomije, koliko smo mi počutimo sigurni vase in koliko lahko stojimo za enimi zadevami in se v bistvu tudi borimo
zase. Ja, ja. V tem zdravem smislu govorimo. Ja. Prav ta Kaj- vrednost, a ne? Ja, je, ne. Ampak veš, težava je, če nisi tega dobil od staršev, tega občutka vrednosti, Kako da to si razviti? vreden. Kako to Kako razviti? prijeti v stik Ja. s tem delom sebe, kako Ja, konec koncev govorimo o tej zdravi jezi, a ne? Je to Ja. postaviti, to razmejitev tam. In to vse prepleteno s Ja, to ja, vrednostjo ja. in samozavestjo. tako. Se mi zdi, da je glih to spoznanje, do katerega pridejo, ponavadi naši klienti, pa pol pridejo na terapijo zaradi take težave, Ja. je že wow. a ne. Je polovica narejenega. Samo kako pa pride do tega spoznanja? To je pa To čisto pa odvisno. od vsakega odvisen. Ja. Je pa res, a ne, da tako kot sem že mogoče prej omenila, da ne vem, sem imela primer, ko je v bistvu partnerka tega odraslega otroka prišla na terapijo in je rekla: pomagajte mi, a ne, kaj naj naredim. Ja, to je pogosto. Ja. A ne, da bo moj partner lahko prerezal popkovino. Seveda, ne, smo spoštljivi do staršev, bomo hodili na obiske, na kosila, seveda so tukaj vnuki, a ne, mislim, otroci in njihovi vnuki, ampak koliko je še tu ene stiske, ene nemoči, ko tam ena ženska, ena partnerka, ki bi si zaslužila vso pozornost, pa je občutek, da kar mora deliti tega partnerja, tega odraslega otroka. Tukaj se mi zdi, da je zelo pomembno, pa recimo, da je ta odrasel moški odšel doma in ima partnerko in ima svojo družino. Koliko je on star, ko pride domov? Wow. Koliko se on počuti starega pred svojimi starši? In to je vprašanje, ki ga pogosto damo našim klientom, kaj neki rečejo, ja, jaz sem še zmeraj 13-letna mula. Ja. A ne? Ja. Prav, Ja. kada preden date roko na kljuko Ja. stanovanja, dajte pomisliti, kaj čutite na telesu, Tako. koliko ste stari v njihovih očeh. Tako. Ja, vedno boste otrok vašim staršem, ampak v katero obdobje vas nekako potegne noter potem ta sistem. Ja. In tukaj so potem tisti starši, a ne, ali zmorejo svojega otroka videti kot odraslega človeka. A ne? In velikokrat se zgodi, da enostavno to ni, a ne? Ampak tukaj spet bova govorila o enem spoštovanju. Ne? Ja, glih sem hotel reči, ne? Ja, V bistvu je spoštovanje otroka. Spoštovanje otroka. A jaz lahko svojega In sprejemanje. otroka, tako, Ja. a jaz lahko svojega odraslega otroka sprejemam in spoštujem, da je ta moj otrok nekomu partner ali pa mož ali žena in nekomu oče ali pa hčera. A ne? In seveda se tudi odnosi morajo spremeniti. A ne? In zdaj, če pa ni tu neke fleksibilnosti, a ne, je pa to ena velika težava in potem imamo pa poplavo, a ne, tako kot bi rekli, prizidkov, nadzidkov, obzidkov, a ne, Ja. na teh naših hišah. S tem, da pa ne, da bi se zdaj spustil v ne vem kakšne nepremičninske situacije, je pa res, da je v današnjem času se težko izseliti finančno in da ta situacija tako bom zastavil vprašanje. A misliš, da je bilo drugače, če bi si vsak lahko privoščil najem sobo, da bi bilo več ljudi z doma, kot jih je zdaj? Ne vem. Jaz mislim, da ja. Jaz pa včasih nisem tako prepričana, da bi. Ker zdaj si ogromno mladih je prisiljenih v to, da so doma do 30 leta tudi. Mislim, ne vem, kakšna statistika, vem, da smo enkrat imeli nekaj o tom na enem predavanju, ko sem ga imel na eni. Ja. Neko predavanje sem imel in sem govoril o tem, ampak se ne spomnim ravno statistike, ampak je kar tak velik odstotek. No. Bi bilo dobro, mislim, bi bilo zanimivo videti, koliko potem v resnici, pa veš zakaj? Zaradi tega, ker se mi zdi, ne vem, da imamo že slovensko kulturo tako. Ja. Ne vem, pač imamo občutek, ne, da pač je v naši kulturi že malo zakoreninjeno to, da pač imamo naslednike, tako si prej omenil, kmetij, ki bojo ali pa ne vem, direktorjev, ki bojo nasledili očeta, in imamo te stvari, da se te stvari ohranjajo v družini. Ja. Ne vem, zato nimam nekega hudega občutka, da bi bilo pa res bistveno drugače. Ne vem, ker mogoče se pa lahko malo skrijemo. Ampak ti si en tak primer, ne?
priložnost si imela, da si odšla in si odšla. Ja, Kako bi to naredila s svojimi financami in to? Je to okolje tudi vpliva, lahko seveda. zelo močno na nas, da ne Seveda. moramo oditi, ampak res pa je, da midva ne govoriva točno o tem, govorijo o tej čustveni dinamiki in čustveni zlorabi v bistvu. Tako, Ampak samo mogoče to sem hotel osvetliti za najne gledalce, da se zavedamo tega. Super. In da to še ne pomeni, da je zdaj konec sveta, če ste doma, ker je finančna situacija Jaz bom rekla, grozljiva. jaz bom rekla, tukaj, ko si ravno omenil, da zelo občudujem družine, ki dobro funkcionirajo, ko živijo skupaj. Ampak kaj je ključna sestavina pa značilnost teh družin? Razmejitve. Tako, razmejitve, samo to. In spoštovanje in sprejemanje. Tako, in da ni tega, če boste pa v naši hiši, dokaj boste pa pod našo streho, bo pa tako bomo mi rekli, pa bomo pogasnili luči ob 10. Pa bojo vletavali gor v stanovanje njim. Tako. Kar rečejo recimo, men oče kar prije po noč, a pa mama je prišla ob 3 zjutraj nama v spalnico. More se spoštovati, mora biti tam meje in se da zelo lepo nekateri živijo in potem imajo vnuke blizu, oni imajo varstvo, tako, ni vse tako črno. Da se, ampak res je potrebna eno spoštovanje na eni strani, ene meje, ki se jih spoštuje, in da se spoštuje novo družino. In govori o teh stvarih, ker potrebe se spreminjajo in da so sposobni govoriti. Ampak tu smo pa že neprkleni čustveni higieni zdravi, ker tudi je pomembno za čustveno avtonomijo. Hiter smo tukaj, a je to taka družina, ki lahko govorijo o stvarih, ki se slišijo, ki se upoštevajo in se prilagodijo. Tako. Ok. Zdaj, mogoče, za zaključek, da mogoče izpostavim še, kaj je v bistvu posledica moje selitve od doma, pa mogoče, da je spodbuda za vse gledalce, recimo, ki se soočajo z tako življenjsko situacijo. Moj odnos z starši je bil bistveno boljši, tako sem že prej omenila. Recimo, če sva, pa dobro, upoštevamo, da sem jaz bila najstnica, ko sem se odselila, ampak ko sem se jaz odselila, jaz sem s takim veseljem prišla domov, s takim veseljem sem prišla na kavo in sem rekla, danes grem pa k mami na kavo. In to bo najni, 2 uri, 3 ure in bova čvekali in si bova povedali stvari. In dejansko jaz sem začela njo bolj spoštovati in ceniti. In ona mene. In mava mi dve, od takrat, ko sem se jaz odselila, mava mi dve res zelo spoštljiv odnos, zelo korekten odnos in bom rekla, da to je največja pozitivna stvar, ki se je v bistvu zgodila. Ker jaz sem v bistvu na lastni koži občutila, da ko se odseliš od doma, dosti bolj ceniš starše, dosti bolj ceniš tisto kosilo, ki ga oni naredijo. Pogrešaš, in se z užitkom vrneš, z užitkom prideš in rečeš, zdaj imamo pa nekaj časa skupaj, kaj pa to? Pa čeprav imamo toliko dela, pa toliko obveznosti, ampak tiste 2 uri v tednu, pa na 14 dni, to je pa naših. Če se hočete boljše razumeti s svojimi starši, se sami selite. To je to. Ampak, veš, to drži, to je res. Ja, je, to je izredno pogosta stvar, No, pa sej, hkrati si pa mislim tako naravna, da otrok odide od doma in potem, da so še te lepi družinski stiki in da se lahko še izboljšajo te odnosi. Hvala, da si podelila svojo zgodbo in da si razkrila en del sebe in mogoče tudi nagovorila kakšnega od gledalcev. Vas, dragi gledalci, pa lepo vabiva, da pod komentarje napišete kakšno vašo zgodbo ali predloge za kakšno tematiko, ki bi jo radi slišali v naslednji epizodi, pod komentarje ali pa pod opis na najin mail, kjer lahko anonimno pošljete e-pošto. Hvala, ker ste bili z nami in se vidimo v naslednji epizodi. It's not even my own. For now I'm thinking about